Torej, zadnje dejanje je pred nami tega 14. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Domžalčani so na zadnjih 3 tekmah osvojili le točko, Olimpija pa je v seriji 2 zmag, potem ko so imeli dobro partijo na gostovanju v Fazaneriji, pa so tudi na domači Zelenici, lahko rečemo, suvereno odpravili Aluminij. Torej, rivala iz Ljubljanske kotline sta ta hip precej narazen, tam pa zdaj prvi napad Domžalčanov, nevarno je in Domžalčani so takoj povedli že v praktično prvi, drugi minuti igre. Arnel Jakupovič pa je znal takoj izkoristiti prvi dotik žogo v kazenskem prostoru in kloniti je moral vratar Frelih. Domžale pa torej, lahko rečemo za njihove navijače, s sanjskim začetkom tukaj ob Kamniški Bistrici. Arnel Jakupovič, ki je manjkal na 7 oziroma 8 tekmah, pa se je takoj aktiviral med strelce. Ja, in tukaj se lahko predvsem zahvali tudi trenerja, je gostoval ravno tukaj. No, zdaj pa nova akcija Arnel Jakupovič. Ali je tukaj priložnost in Domžalčani, 3. minuta, vodijo že z 2-0. Kakšna tekma v Domžalah, neverjetno, ekspresno so zdaj kot kobra pičili Domžalčane oziroma Domžalčani zmaje seveda in vodijo že z 2-0. Kakšna super težka naloga zdaj čaka Dina Skenderja. Ta Zelenica je bila zanj srečna že takrat, ko so se reševali v sodnikovem podaljšku, no zdaj pa so praktično v teh prvih 3 minutah postreči kakšno uporabno žogo v kazenski prostor. Tukaj je Vombergar danes, 3. strel z glavo in še vedno brez gola z njegove strani. Levico pošteno usekati naravnost proti golu. Direktno iz kota, še en strel in blizu je bilo znova. Tamar Svetlin je sprožil strel, tudi Samardžić je že dosegal gole, tam pa direkten strel proti vratom Domžalčanov brani Sorčan. Marič in pa žoga je ušla v avt Jakupoviču. Toda takoj zraven Pišek do Kolobariča, Kolobarič do Piška, Pišek sprožil in Domžalčani do gola. Dario Kolobarič. Ja, kolobarila sta tam malce v kazenskem prostoru Pišek in Dario Kolobarič. Olimpija pa se nekako počasi potaplja tukaj ob Kamniški Bistrici. Res, da je časa še dovolj, še dobre pol ure igre je na voljo, ampak 3 gole zdaj zaostajajo že zmaji v Domžalah. Poglejmo še enkrat, Kolobarič. Tako je najprej nesebično podal do Janeza Piška. Dobro nalogo danes opravljata na tistih bočnih položajih, tako Žinič kot tudi Sikošek. Nista dovolila veliko prostega gibanja Ljubljančanom danes ta dva nogometaša. No, zdaj pa tam se razburja Miral Samardžić in rdeči karton za Samardžića. Nove težave za Olimpijo. Kapetan Ljubljančanov pa je prejel rdeči karton ob tem prekršku. Kaj se zdaj dogaja Ljubljančanom? Na igrišču. Zdaj prekršek na drugi strani. Obležal je tokrat Kajmakov, tukaj pa rumeni karton. Ja, kar nekaj kartonov zdaj je Vinčiča. In nov rumeni karton, drugič danes, posledično tudi rdeči. No, zdaj se bodo številčno izenačili tako eni kot drugi. Gregor Sikošek, drugi rumeni in tudi on mora predčasno pod prho. Ja, tukaj pa zdaj nekakšno Kajmakov, Pavlović, strel proti vratom in krasen gol Pavlovića. Potem, ko je Sikošek zapustil Zelenico zaradi rdečega kartona, pa so hitro znali tole nekako kaznovati tudi Ljubljančani. Olimpija torej je znižala na 3-1 na gostovanju.
Ali se nam morda obeta celo kakšen spektakularni finiš tekme danes? Ja, če gledamo rezultatsko in če gledamo, da smo igrali proti nekako favoritu tudi v tem prvenstvu, proti Olimpiji, je sigurno največja zmaga. Ampak tudi v drugih tekmah, kot smo že prej govorili, smo v vsebini bili dobri, nekako nismo bili nagrajeni za ves trud in za dobro igro v polju. Danes smo sigurno dobro tekmo odprli in ko odpreš tekmo na tak način, je sigurno lažje, igralci so dobili še več na samozavesti in pomembno je bilo, da smo to izpeljali do konca in da smo zasluženo zmagali. Pa dobro, mislim da je svima jasno da nismo dobro ušli u utakmicu i odmah ta dva rana jeftina gola bi rekao i teško se bilo vratiti. Jednostavno onako, to je bio neki svojevrsni šok, prvi gol pa odmah praktički iz sljedećeg napada drugi gol. Nije mi se još to dogodilo iskreno. Ali pokušali smo se vratiti, teško je bilo, onda smo neke šanse promašili, da smo tu zabili na vrijeme, možda bi se i uspjeli vratiti ovako. Nažalost, na poluvrijeme smo ošli sa -2 i onda drugi dio preuzeli smo još više rizika, primili iz kontre i treći. Onda crveni karton, svašta nešto i na kraju zaslužena pobjeda Domžala.